Matična knjižnica je letos ob 29. marcu praznik občine Kamnik prejela posebno priznanje oziroma priznanje občine Kamnik za 60. obletnico. Zagotovo je napredek te knjižnice v zadnjih nekaj desetletjih tisti, ki dokazuje, da morajo vse bolj slediti sodobnim tehnološkim zahtevam in seveda vsem trendom, in dokaz pridobitve tega znaka kakovosti ISO je torej dokaz sodelavcev vodstva knjižnice, da napredujejo, da sledijo vsem tem zahtevam. Mislim, da je pomembno reči o tej priložnosti, da so v nekoliko utesnenih prostorih, vsaj za današnji trenutek, za tolikšno število knjig, za vse sodobne tehnologije premajhni, ampak vendarle vsebina je pomembna, torej ne samo prostor, je vsebina, na kakšen način se vodstvo zna organizirati, hoče organizirati in mora organizirati, seveda, da pridobiva bralce in da v čim večji meri tudi zadovolji vse tiste, ki so njeni obiskovalci ali zunanji sodelavci in vsi tisti, ki želijo biti sproti seznanjeni z aktualnimi, svežimi in konec koncev tudi zgodovinskimi dogodki. Ko sem prejle malo pregledal tale dokument, ki si ga seveda zadnje prejel, ko vidim, da ta digitalizacija Kamničana dobiva tudi sodobno tehnološko-tehnično vsebino oziroma pogled v to situacijo, menim, da seveda morda razmislek za kasneje, ravno prej je bila tudi direktorica Breda Podbrežnikova na sestanku ob 4, ko smo govorili o novi številki Kamniškega zbornika. Mi vemo, da smo ga obnovili 96. leta in da zdaj stopamo v 19. številko prihodnje leto. In to je tudi en pomemben vir naše kamniške zgodovine. Pomemben vir, ki seveda ima nekoliko mlajše datume, ampak zagotovo je to morda v prihodnje tudi en izziv, da bodo tisti, ki že davno ne morejo kupiti več Kamniškega zbornika, našli kakšne zanimive vsebine. Dovolite mi, spoštovano vodstvo, direktorica in vsi tisti, ki ste sodelovali pri projektu ISO, da vam čestitam in da zaželim obilo uspehov tudi v novem desetletju vašega razvoja. Hvala lepa. Se vsem zahvaljujem za obisk, predvsem kolegom iz knjižničarskih vrst, gospodu Župani, gospe Juhartovi, gospe Turjakovi in pa tudi gospe Zavrnovi, s katero smo se skupaj srečevali na naših izobraževanjih, ko smo pravzaprav spoznavali, kaj je to standard ISO 9001 in se nam je zdelo vse tako abstraktno, češ mi pa to že vendar nekako delamo, samo zapisano nimamo, obvladamo tega ne in z pomočjo Mariborske knjižnice in pa SIQ-ja smo prišli do spoznanja, kaj je to kakovost in osvojili tudi certifikat. Knjižničari se veliko ukvarjamo s kakovostjo, predvsem s kakovostjo naših storitev. Pri tem upoštevamo uporabnike, ustanovitelje, strokovno javnost, skratka vse, s katerimi sodelujemo. Sledimo njihovim željam, potrebam, zahtevam in svoje znanje njihov nadgrajujemo. Se skozi sprašujemo, če ima naše prizadevanje učinke in če je naša usmeritev prava. Zato smo se odločili, da skušamo naše prizadevanje izboljšati in pridobimo certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001-2008. Standard ISO zahteva, da poslovanje nenehno spremljamo, nadzorujemo in izboljšujemo. S pridobitvijo certifikata smo želeli izboljšati kakovost knjižnice na vseh področjih njenega delovanja po merilih standarda. Zdaj, Mariborska knjižnica in Slovenski inštitut za kakovost in naravoslovje sta pripravila projekt vzpostavitev sistema vodenja kakovosti ISO 9001 za splošne knjižnice v okviru izobraževalnega programa na Inštitutu za kakovost. V imenu Slovenskega instituta vam želim dober dan. Zelo sem vesela, ker ste me povabili danes na tole vašo uro pravnic. In če mi dovolite, vam bom povedala eno pravnico. In na koncu bom mogoče iz tega, kot pa zupano, sem kaj pa šlo. In vprašanje je bilo, kaj se zgodi potem, ko bo knjižnica dobila značko? Sem rekel, ja, ko bo knjižnica
knjižnica dobila značko, bomo z njo odklenili vrata na belo pot, na visoko goro, vedno višje bomo šli po tej gori, vedno dlje bomo šli po tej gori in vedno boljši bomo in zato bo ta značka vse čas ostala in ključek je odklenil vrata. Na drugi strani je knjižnico čakal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. Ta je knjižnico malo pregledal in premeril, malo pregledal in na koncu rekel, draga knjižnica, zelo sem vesel, ker si prišla k meni in se ti za to zahvaljujem. Zdaj pa prosim glavno knjižničarko, gospod Bredo, da pride in potem je etiku od pasuhe potegnil značko in jo podelil gospe Bredi. Hvala lepa. Vsem od začetka do konca, od konca do začetka spet nazaj. Res hvala vam, drage sodelavke, da smo lahko stopili na to pot kakovosti in da smo postale, ali pa da smo dobili potrdilo, da smo dobra knjižnica. Hvala lepa gospodu županu za vso podporo, ki nam jo mnogokrat nudi, in si želimo še naprej, da bi se razumeli in podpirali in tudi mariborski knjižnici, da so nam dali navdih. Hvala.